Sploh si ne predstavljam, kako težko nalogo morajo imeti oblikovalci in inženirji pri nadgradnjah in razvoju modela, ki je v bistvu sploh ustvaril ta segment in ki je na nek način tudi kriv, da so danes takšni višji avti tako popularni. Nissan Qashqai je avto, ki ga vsi zelo dobro poznamo, pa tudi avto, ki je bil dolg časa merilo za to velikost križancev, pa tudi avto, s katerim smo se mi v začetku leta podali na noro cestno pustolovščino po Čilu, kar si morate pogledati, če še niste. Ampak tukaj na Portugalskem, kjer se nas je zbrali 350 novinarjev z večjega dela sveta, je zdaj že osveženi Qashqai, ki prinaša kar nekaj novosti. Oja, moje kopalke, to pa mogoče še rabo kaj. Predvsem so pri Nissanu želeli, da takoj pade v oči, zato so mu namenili veliko pozornosti pri izgledu spredaj in zadaj. Luči so zdaj takšne, našpičene in objemajo tole masko z nešteto detajli, ki jim je za navdih služil samurajev ščit. Imajo pa tudi prvič sekvenčne smernike pri boljših paketih opreme, ker je to zdaj in. Enako so naredili bolj izrazite zadnje luči s prozorno plastiko, da se bolje vidi same elemente noter, svetila so pa OLED, da je rdeča še bolj rdeča. Pač takšen Qashqai boste dejansko hitreje opazili na cesti. Sploh en dizajn kot je tale izgleda zelo privlačno, ker ima plastične obrobe blatnikov in karoserije v isti barvi kot cel avto, kolesa so pa kar 20-palčna. V kabini so pa želeli razvajati predvsem bolj zahtevne, zato so pri višjih nivojih opreme uporabili veliko finih materialov, sploh tole z Alcantaro dobro izgleda in deluje krasno na vtip. Bi človek kar božil, pa se mi avto ne zdi ravno primeren za to. Škoda, da niso boljših materialov uporabili še tukaj na volanu, kjer ga največ držim in včasih kaj malo zaškripa. Nekaj še novih obrob tukaj, tudi lušno, predvsem pa za fino počutje skrbi še ambientalno osvetlitev v 64 barvah. Veliko večja novost pa je sistem Google, ki je po novem serijsko vgrajen. Tukaj imate ves čas na voljo Googlove zemljevide in svojega asistenta, če želite, tukaj vas posluša, pa seveda dostop do kupa aplikacij, ki ga to okolje omogoča, kar verjetno dobro poznate že svojih telefonov, tudi Apple je podprt brez skrbi. Some of the other advantages are that you can link your Google account to the car. So you can put apps like Spotify or even other maps, for example Waze, and you can download them directly into the vehicle and then use those natively in the car without having to tether your phone at all. All the customers, I think, pretty much will be familiar with Google Maps. We use it on our phones, and the graphics basically are very recognizable. You get the live traffic updates, and also, for example, if you ask to go to a particular restaurant, the car can actually tell you, this restaurant will close in half an hour, for example. So that's the kind of added functionality that you get by having it built in compared to traditional inbuilt maps. Če imate za vse prej našteto rajši svoj telefon in vas bolj zanimajo druge tehnologije, ki so dejansko povezane z avtom, je pa pri Nissanu vedno zanimiv AVM, kar bi prevedeno lahko nekako pomenil pogled ali pa pregled okoli vozila, ker s kamerami in senzorji po novem lahko vidiš celo 8 kotov, ne samo avto od zgori. Pa še prosojni pokrov motorja je na voljo, da vidiš, kaj je spodaj, če te je kje strah, da boš zapeljal na kamen ali rajši omenil robnik, ker bo to bolj pogosto. Kamere pridejo prav tudi pri kakšnih zaprtih izvozih na glavno cesto. Pri meni bi to že prav prišlo, ker vedno vsi tako lepo zaparkirajo avto ob cesto, da se res nič ne vidi, preden speleš. Folk pač briga, vsak vidi samo sebe, k sreči pa Qashqai vidi kaj več. Motorji dva sta, enaka kot v prejšnjem, torej blagi in polni hibrid, tukaj ni nobenih sprememb. Prvi ima turbobencinski 1,3 litrski 4-valjni motor, nekaj posebnega pa je še vedno model e-Power, pri čemer bencinski motor sploh ni povezan z gnanima kolesama spredaj, ampak deluje samo še kot generator elektrike. Gre za prav poseben 1,5 litrski 3-valjni turbobencinski motor s spremenljivim kompresijskim razmerjem od 8:1 do 14:1, za kar skrbijo premiki aktuatorja, da spreminja dolžino giba batov glede na zahteve po moči. Kadar mora čim bolj učinkovito proizvajati moč, to je takrat, ko je hitrost stalna, baterija pa dobro napolnjena, je razmerje v zgornjem območju, ko potrebuje veliko energije, pa uporablja nižje kompresijsko razmerje, ampak prehodov seveda ne čutiš med vožnjo. What we can say right now about the future of e-Power is that we are already working on what we, Nissan, call it a third generation e-Power. It's the second one to be in the European market. It's going to be more efficient, to have a lower cost overall and also higher power.
to make it even better experience for the customers. I can't tell you exactly right now which products or when it's going to arrive. I can only tell you it's very soon. Kaj je prednost takšnega pogona? Da imaš občutek, da voziš električni avto, ker nima menjalnika, kolesi pa poganja samo elektromotor 140 kW moči. To pomeni, da je avto lepo odziven, da ga lahko voziš samo z enim pedalom, ker ima lep pojemek in se energija shranjuje v 1,8 kWh veliki bateriji, pa da je vožnja zvezna in umirjena, tudi bencinskega motorja večinoma ne slišiš. Ok, tudi zato, ker so zdaj sprednje šipe debele 4,6 namesto 3,6 mm kot pri starem. V glavnem, super rešitev za tiste, ki bi radi vozili električni avto, točili pa bencin.